Ja, jaz moram reči, da sem prav vesela, da je tokrat srečanje na Bledu. Mislim, da je to zelo pomembno, to srečanje slovanskih kultur, da se je zgodilo tudi na Bledu. Ker vsi vemo, ne, če smo Prešerna brali Krst pri Savici, tudi vemo, kaj je Bled, pa kaj je prav ta blejski otok bil, ne. Kje se je ta slovanska duša, ne, in veste, to ne smemo pozabiti. Ne smemo pozabiti, da izviramo pravzaprav, da smo vsi ene slovanske duše. Bom rekla nekaj. Zdajle sem se spomnila, da sem brala enkrat eno izjavo nekega pisatelja, Radetzky, mislim, ki je sicer Poljak, ampak že piše in dolga leta živi v Nemčiji. In on je nekaj sijajnega rekel, ne. Zdaj, ko je svet drugačen, ko je globaliziran, ko je vse spremenjeno, ko je prav, ampak jaz sem zelo srečen, ker v meni prebivata dve duši, vzhodna in zahodna. In bosta, mogoče je to nekaj, mogoče to ni enostavno, da v meni živita dve duši, ampak boljše mi je dve duši kot brez duše. In zato se mi zdi, da je to zelo pomembno, da ne pozabimo, zdaj v tem globaliziranem svetu, da bi nenadoma Bled postal neka zapadna prestolnica turistična, nekaj, kar je, dajmo, ohranimo in točno skozi take prireditve, skozi take kongrese je to zelo pomembno, da držimo, da ne pozabimo, da ne bomo pozabili svojega porekla, svojih korenin, pa da, ja, tako kot je on rekel, da so v vseh nas obe duši, ne. Zdaj, nekateri smo taki, da na tisto prvo dušo bolj ležemo, ali kako bi rekla, bolj se boljše počutimo, bolj domače. Ampak dobro je tudi za vse tiste, ki se recimo počutijo malo manj te slovanske duše, ali jo hočejo malo bolj izbrisati, pa mislim, da je taki dogodki jih pa spomnijo, da je to velika vrednost, da to nima vsak.